Gospod selektor, Slovenija po 8 odigranih tekmah še zmeraj ostaja na vrhu druge kvalifikacijske skupine. Kako ste zadovoljni z videnim doslej? Zelo veliko verjetno ne bi spreminjali. Ja, sigurno ne, mi smo na prvem mestu, čeprav je to malo vrljivo, treba pogledati, koliko tekem kdo odigrati, ne. Sem zadovoljni smo, ne, sigurno. Kateri dvoboj je bil morda doslej najtežji za vas? Veste, kako je, vsaka tekma nosi svoje. Vsaka tekma je po svoje težka, tako da se spomnimo in Švedske in Ukrajine tle danes. Če gledate Malto, mislim, vsaka tekma nosi svoje, vsaka nosi 3 točke. Zdaj, vaša ekipa, ki jo vodite, je izjemna. Če odštejemo poškodovane, ki vedno manjkajo, na vsaki tekmi Slovenija vrhunsko igra, lahko bi rekli, da imate pred sabo res izjemne fante. Jaz bi predvsem pohvalo izpostavil njihov karakter, zmerno sem rekel, tudi ko določeni igralci manjkajo, da mi smo ekipa, tudi ko so bili vsi tle, da ekipo ne dela teh 15, 12, 13 igralcev, pač pa 25, ki jih je na širšem spisku. In to fantje tudi iz dneva v dan dokazujejo, da so sposobni na tem nivoju igrati, to je Evropa. Zdaj ne navdušujejo samo tisti, ki so stalnica v vaši izbrani vrsti, tudi novinci, ki jih priključujete, pokažejo svoje. Se glede na vse skupaj verjetno za prihodnost slovenskega reprezentančnega nogometa ni potrebno bati? Ja, mislim, da ne, čeprav pri temi fantje še veliko dela. Če se obrneva na pravkar odigrano tekmo na Ptuju, kako ste jo vi videli? Finci so začeli izjemno, potem gol Slovenije, izenačenje in na koncu delitev točk. Pa mi smo Finsko dobro poznali, vedeli smo, da je to kvalitetna ekipa, če pogledate tudi, kje njeni igralci igrajo. Mislim, da smo mi odigrali slabše sem zadnje 20 minut polčasa, drugi polčas smo se zbrali, ustvarili 4-5, jaz mislim, čistih priložnosti. Zdaj to je Evropa, kot pravim, tle z 3-4 šans ti moraš dati gol, če ne težko dobiš tekmo, s tem, da so Finci stalno pretili, mislim, da nekih čistih šans priložnosti niso imeli, sem so bili skozi nevarni. Tako da je bilo treba gledati na obe strani. Pač s tem, da smo mi imeli tudi, glede na vse, kar nam manjka, težko tekmo, čeprav ne gledati malo, kdo če sem v petek, pa še konc prvenstva je bil. Jaz pravim tako, to je liga, mi imamo danes točko več, fantom nekaj sem za čestitati za pristop in dani moment so dali vsi od sebe, kar morajo. Kako se pa morda razlikovala današnja tekma od tiste na Finskem? Tista na Finskem je malo drugačna. Prvi polčas so bili Finci, bi rekel, boljši, pa niti ne pri priložnosti, dali so gol z 11 metrovke. Mi smo drugi polčas spustili žogo dol, igrali dosti več kot oni, zapravljene 3 priložnosti, oni so pač zmagali 1-0. Zdaj, gledano skupno, Slovenija je imela na Finskem 7 priložnosti za zadetek, tudi tukaj so jih kar nekaj vaši varovanci izpustili. Je morda edina tista stvar, ki mogoče manjka v tem trenutku, dejansko realizacija? Ja, sigurno ne. To realizacijo moramo popraviti, biti bolj zbrani v končnici, ki mi do teh priložnosti pridemo preko igre, ne pa slučajno, zato to moramo narediti. Samo na reprezentančnih akcijah, bi rekel, ni dosti časa, da bi se delalo individualno z napadalci in tem, pač vse mislim, da bo boljše. Vam je mogoče misli, kdaj že ugrejo k dodatnim kvalifikacijam, temu, da vaši fantje dejansko lahko nastopijo na Evropskem prvenstvu? Dobro, mi se tega želimo, mi se zavedamo, da smo tega sposobni, sam jaz probam, seveda v idejo kdaj, sam jaz probam čim manj o tem razmišljati in se koncentrirati sam na tekmo, ki pride. Glede na to, da svoje varovance zelo dobro poznate, je ta ekipa zrela za takšno tekmovanje? Pa mislim, da je. Govorim, če smo kompletni.